Pipi in Mirkijat, mali in veliki pujs. Pipi je hotel vedeti, kaj je to ptičje strašilo. Mirkijat, Vpraša Pipi svojega starejšega brata. Mirkijat, pokaži mi ptičje strašilo. Nič lažjega, odgovori Mirkijat. Pojdi z mano. Pipi gre z Mirkijatom. Kmalu sta prišla do prijaznega majhnega vrta, na katerem je bila greda krompirja, greda fižola, greda graha, greda jagod in utica. Takšnine vrtovi imajo skoraj zmeraj ptičje strašilo. Ali veš to iz prakse? Vpraša Pipi. Seveda, je rekel Mirkijat. Če ima lastnik tako majhen vrt, s tako majhno gredo jagod, tedaj ne bo hotel deliti sadov s kosi, z drozgi, ščinkavci, škorci. Razumeš? Ne razumem. Reče Pipi in žalostno zapoje. Škorec, činkavec in kos, ptiček vsak dan je bos. Zakaj ne bi delil z ljubimi ptički, Mirkijat? Ker potem sam ne bi imel dovolj, reče Mirkijat. Ubogi ptički, Vzdihuje Pipi. se lahko umrejo od lakote. Človek, ki mu pripada vrt, pa ima debu trebuh, od samih jagod stavčeno smetano. Kako pa to veš? Vpraša Mirkijat. Iz prakse. Reče Pipi. Tisti hip je zapihal močen veter, ptičje strašilo zakrili in iz jagod pokuka par kosov, drozgov, ščinkavcev in škorcev. Na pomoč! Zavpije Pipi Kaj je to? in jo cvre stran. To je ptičje strašilo, Reče Mirkijat. Ptičje strašilo? Zakriči Pipi, obstane in se previdno ozre. Ptičje strašilo, ki prestraši prašiča? Fuj, svinska krača. Lastnik jagod ne privošči niti ubogemu svinčetu? Saj sploh ne ješ jagod. Reče Mirkijat. A kaj potem? Reče Pipi Ali ga tukaj briga? in odpujsala sta domov.